Gospa Kerstin Petric z Ministrstva za zdravje je že omenila centre za krepitev zdravja oziroma centre, torej za krepitev zdravja. Več o tem nam bo povedala gospa Sanja Brbovšek iz Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kajti centri za krepitev zdravja so še kako pomembni in 17 novih milijonov zanje, kot smo slišali, niso pač padli z neba. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Predstavila bom pravzaprav pot, kako smo prišli do centrov za krepitev zdravja. In sicer je začetek predstavlja nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni, ki je bil vzpostavljen leta 2002. V njegovem okviru so se vzpostavili zdravstveno-vzgojni centri in sicer nacionalna mreža zdravstveno-vzgojnih centrov. V teh 15 letih smo pravzaprav naredili veliko. Vzpostavili smo mrežo, izobrazili številne zdravstvene delavce in sodelavce, ki izvajajo svetovanja za spreminjanje nezdravih življenjskih navad v zdravstveno-vzgojnih centrih. Potem smo pripravili številne zdravstveno-vzgojne programe. V zadnjem obdobju smo se usmerili predvsem v pripravo programov na področju krepitve duševnega zdravja in se tako odzvali na potrebe v ciljni populaciji in hkrati napisali številne zgodbe, uspešne zgodbe o spremenjenih življenjskih navadah pri posameznikih, ki so potem zaživeli bolj zdravo in bolj kakovostno življenje. Kaj so pravzaprav zdravstveno-vzgojni centri? Gre za neke ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za zagotavljanje strukturirane zdravstvene vzgojne dejavnosti in za izvajanje aktivnosti krepitve zdravja v lokalnem okolju. V Sloveniji je trenutno 61 zdravstveno-vzgojnih centrov, ki so locirani v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji. V njih delujejo, kot sem že omenila, dodatno strokovno usposobljeni zdravstveni delavci, ki jih usposabljamo na rednih temeljnih izobraževanjih na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in sicer za izvajanje aktivnosti programa svetovanja za zdravje. Ključni del dejavnosti zdravstveno-vzgojnih centrov namreč predstavlja izvajanje zdravstveno-vzgojnih in psihoedukativnih delavnic, v bistveno manjši meri pa lahko izvajajo aktivnosti krepitve zdravja v lokalnem okolju. Kaj je program svetovanja za zdravje? Je standardiziran in strukturiran program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. Delimo ga na temeljni in poglobljen del. Temeljne delavnice, to so v levem delu tabele, temeljne kratke delavnice, gre za enkratna srečanja, kjer posamezniki, udeleženci dobijo osnovne informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja oziroma za bolj kakovostno življenje s kronično boleznijo. V poglobljenih, dolgih delavnicah pa udeleženci pridobijo znanje, se naučijo veščin, od strokovnjakov pridobijo strokovno podporo in pomoč pri spreminjanju nezdravih življenjskih navad in pri krepitvi duševnega zdravja. V delavnice se lahko vključijo vse osebe iz ciljne populacije po opravljenem preventivnem pregledu, v ta kratki del, v temeljne delavnice, pa vsi, tudi tisti, ki niso imeli opravljenega preventivnega pregleda. Od leta 2002 do leta 2013 smo spremljali zdravstveno-vzgojne centre. Leta 2013 pa smo pridobili projekt norveškega finančnega mehanizma in sicer projekt Skupaj za zdravje, v okviru katerega smo zasnovali koncept centrov za krepitev zdravja. Tistega leta 2002 je bila vzpostavljena mreža zdravstveno-vzgojnih centrov zelo velika in pomembna pridobitev za slovenski prostor. In dejansko predstavlja pomemben potencial za izgradnjo in ustreznih kapacitet, organizacije in programov za učinkovitejše obvladovanje kroničnih bolezni.
Z večletnim spremljanjem organizacije in delovanja zdravstveno-vzgojnih centrov smo identificirali pomanjkljivosti, ki so ovirale optimalno izvajanje vseh dejavnosti, ki so bile začrtane v zdravstveno-vzgojnih centrih. Hkrati smo v okviru projekta Skupaj za zdravje naredili obsežno oceno stanja in potreb tako strani bolnikov, splošne populacije kot strani izvajalcev in na tej osnovi smo nadgradili zdravstveno-vzgojne centre in zasnovali centre za krepitev zdravja. Nadgradnja je potekala na dveh področjih, tako z vsebinskega vidika, ko smo nadgradili program svetovanja za zdravje in ga preimenovali v program za krepitev zdravja. Ključni del pa predstavljajo spremembe v organizaciji in funkcioniranju centrov za krepitev zdravja. Veliko smo delali na večjemu povezovanju, sodelovanju tako v zdravstvenem domu kot navzven v lokalno skupnost. Lahko rečem, da sta dva ključna koncepta, na katerih temelji Center za krepitev zdravja. In to je koncept integracije in pravzaprav gre za udejanjanje javno-zdravstvene vloge zdravstvenega doma v lokalnem okolju. Center za krepitev zdravja je tako samostojna enota v zdravstvenem domu, ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za zagotavljanje tako krepitve zdravja, zdravstvene vzgoje, kot tudi aktivnosti za zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti. Standardni tim Centra za krepitev zdravja za odraslo populacijo predstavljajo predstavniki diplomiranih medicinskih sester, diplomiranih fizioterapevtov in univerzitetnih diplomiranih psihologov. Gre torej za interdisciplinarni tim, ki obravnava našo ciljno populacijo. V letu 2015 smo vzpostavili 3 pilotne centre za krepitev zdravja in sicer v zdravstvenih domovih Celje, Sevnica in Vrhnika, in na tej osnovi preverjali izvedljivost naših pripravljenih rešitev. Aktivnosti Centra za krepitev zdravja so izvajanje programa za krepitev zdravja in v bistveno večji meri aktivnosti za krepitev zdravja, ki jih strokovnjaki izvajajo v lokalnem okolju in s tem tudi naslavljajo problem neenakosti v zdravju. Program za krepitev zdravja še vedno obsega nemedikamentozne obravnave, torej 18 zdravstveno-vzgojnih oziroma psihoedukativnih delavnic in individualnih svetovanj. Obsega tudi presajanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe, ki so starejše od 65 let. Tekom pilotnega testiranja se je pa kot ena najučinkovitejših obravnav so se izkazale pogovorne ure v Centru za krepitev zdravja, ki so namenjene seveda ciljni populaciji programa za krepitev zdravja za izvajanje nekih individualnih obravnav, individualnih posvetov, krajših seveda, oziroma za individualno obravnavo tistih oseb, ki se ne morejo udeležiti skupinskih svetovanj, pa imajo za to kakšne objektivne razloge. Program se torej sedaj v bistveno večji meri izvaja tudi v lokalni skupnosti, da se tako zagotovi boljša dostopnost ciljni populaciji in se jo približa lokalnemu okolju. Seveda pa delavnice še vedno potekajo tudi v prostorih zdravstvenega doma. Program za krepitev zdravja smo nadgradili z nekaterimi novimi obravnavami. Pomembno dodano vrednost predstavljajo nekatere zdravstveno-vzgojne obravnave z področja sladkorne bolezni, ostale delavnice, ki pa so že obstajale tudi v zdravstveno-vzgojnih centrih na področju zdravega prehranjevanja, zdravega hujšanja, pa smo vse posodobili vsebinsko v skladu s sodobnimi smernicami in tudi z vidika pristopov. Ne gre namreč za predavanja, ampak gre za aktivne oblike dela z udeleženci. Pripravili smo tudi številna gradiva, podporna gradiva, tako za izvajalce kot za udeležence vseh zdravstveno-vzgojnih obravnav. Tukaj bi želela omeniti že, kar je moja predhodnica povedala, delovna skupina za samooskrbo sladkorne bolezni, ki jo je vodila dr. Jelka Zaletel, je pripravila
3 zdravstveno-vzgojne obravnave, zvišan krvni sladkor in sladkorna bolezen tipa 2, to sta 2 temeljni delavnici, gre za enkratno srečanje in poglobljeno delavnico s sladkorno boleznijo skozi življenje. V vseh 3 delavnicah gre za pridobivanje informacij, znanj, bodisi o mejni bazalni glikemiji oziroma moteni toleranci za glukozo, oziroma za pridobivanje novih znanj, informacij o sladkorni bolezni tipa 2. V delavnicah posamezniki pridobijo verodostojne informacije oziroma dobijo tudi usmeritve, kje lahko poiščejo verodostojne informacije. Dobijo tudi spodbudo, da se povežejo v lokalnem okolju, da iščejo podporo pri družini, pri bližnjih, v društvu diabetikov, zato da bodo spremenjen nov življenjski slog lahko živeli tudi v svojem vsakdanjem življenju. V 3. delavnici, torej delavnici z imenom sladkorno boleznijo skozi življenje, pa sladkorni bolniki pridobivajo veščine za uvajanje sprememb v svoje vsakdanje življenje. Temeljni del sicer predstavljajo spremembe na področju prehranjevanja in telesne dejavnosti, vendar vkolikor se posameznik odloči za spreminjanje na kakšnem drugem področju, je tudi to del delavnice. Tukaj posamezni sladkorni bolnik dobi pomoč in podporo. Tukaj bi želela omeniti še eno novost, ki je plod dobrega sodelovanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje in sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici zdravstvene nege. In sicer bomo v letu 2017 vzpostavili mentorsko mrežo diplomiranih medicinskih sester edukatork, ki bodo podpirale in usmerjale izvajalce iz centrov za krepitev zdravja, ki bodo izvajale že prej omenjene 3 delavnice. Izkušnje iz pilotnega testiranja projekta Skupaj za zdravje so namreč pokazale, da izvajalke v centrih za krepitev zdravja za suvereno in bolj kompetentno izvajanje teh zdravstveno-vzgojnih obravnav potrebujejo nekoliko več znanja in veščin, kot so ga bile deležne v okviru izobraževanj. V pilotnem testiranju smo ta izobraževanja potem zagotavljali na individualni ravni, vendar ko zdaj sistemsko uvajamo oziroma v večjem obsegu uvajamo te delavnice za sladkorne bolnike, je potrebno vzpostaviti neko mentorsko mrežo. Zato bomo še v letošnjem letu organizirali izobraževanje, ki bo usmerjeno v pridobivanje nekih mentorskih izkušenj, kako voditi sodelavke, kolegice, diplomirane medicinske sestre iz centrov za krepitev zdravja, zato da bodo lahko se praktično usposobile in toliko bolj kakovostno lahko izvajale te zdravstveno-vzgojne delavnice za sladkorne bolnike. Drugi del, pomemben del delovanja Centra za krepitev zdravja pa je torej usmerjen v lokalno okolje. Tu izvajajo različne ciljane aktivnosti glede na potrebe lokalnih skupnosti, se povezujejo in sodelujejo v lokalnem okolju, organizirajo različne dogodke, srečanja, različne delavnice, motivacijske delavnice in tako ciljne populacije spodbujajo za vključevanje v preventivne programe in presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka. Kot je bilo že prej omenjeno, je eden ključnih konceptov predstavlja vzpostavitev skupnostnega pristopa. Tukaj gre za premik, za spremembo pristopa od pristopa zdravstva k zdravju skupnosti, ker zdravstveni delavci že sedaj delamo na terenu in vstopamo v lokalno okolje, ampak tu gre za premik k temu, da skupnost pristopa k zdravju pripadnikov lastne skupnosti. Gre za povezovanje različnih deležnikov, ki lahko vplivajo na zdravje lokalnega prebivalstva, tako iz zdravstvenega kot socialnega sektorja, različnih nevladnih organizacij. Dejansko skupnostni pristop spodbuja razvoj socialnega kapitala, ki potem pomeni neko dodano vrednost. Del
delovanja centrov za krepitev zdravja v lokalnem okolju pa je tudi zagotavljanje podpore ranljivim skupinam pri vključevanju v preventivne programe, tudi med drugim s prisotnostjo medkulturnega mediatorja. Ko smo sedaj počasi zaključili s tem pilotnim testiranjem koncepta Centra za krepitev zdravja v že prej omenjenih 3 zdravstvenih domovih, smo zasnovali končni model Centra za krepitev zdravja, ki pa je integriran. Ugotovili so namreč strokovnjaki v pilotnih okoljih, da Center za krepitev zdravja ne more obravnavati izključno odraslih, ker zdravstveno-vzgojni center je bil center za izvajanje zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. Sedaj se v integriranem Centru za krepitev zdravja povezujejo strokovnjaki, ki izvajajo različne zdravstveno-vzgojne programe za vse populacijske skupine. Kot je razvidno iz te sheme, so del Centra za krepitev zdravja tako strokovnjaki kot programi, in sicer priprava na porod in starševstvo, različne preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in njihove starše. Vključen v Center za krepitev zdravja je tudi vključena zobozdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike in program za krepitev zdravja oziroma zdravstvena vzgoja za odraslo populacijo. Še vedno ostajajo timi, namreč bil je nek strah prisoten, da bo sedaj šlo za drugačno financiranje, ampak tim, recimo za zobozdravstveno vzgojo, ostaja v istem obsegu, kot je bil, gre samo za bolj usklajeno in povezano delovanje oziroma izvajanje zdravstvene oziroma zobozdravstvene vzgoje na ravni nekega zdravstvenega doma. Vsi izvajalci pa bodo tudi izvajali različne aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti. Ker pa Center za krepitev zdravja ni neka samozadostna entiteta v zdravstvenem domu, je zelo pomembno, da se povezuje z izvajalci preventive, tako preventivnega zdravstvenega varstva žensk, predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine, kot tudi preventivnega zobozdravstvenega varstva in preventivnega zdravstvenega varstva odraslih. Gre torej pri Centru za krepitev zdravja gre torej za bistveno boljše, intenzivnejše povezovanje tako na ravni zdravstvenega doma, tako sodelavci, ki delajo v javni zdravstveni mreži, kot na ravni lokalne skupnosti. In sedaj smo pravzaprav pri koncu začetka te zgodbe. Ministrstvo za zdravje je ob koncu projekta Skupaj za zdravje prepoznalo potencial v integriranem Centru za krepitev zdravja in v oktobru, natančneje 13. oktobra, je bil objavljen javni razpis z naslovom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v preventivnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Ključni del tega javnega razpisa sicer predstavlja vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja v 25 zdravstvenih domovih, ki bodo izbrani na javnem razpisu. Ker pa smo rekli, da Center za krepitev zdravja ne more delovati povsem samozadostno, je del javnega razpisa tudi vzpostavitev različnih struktur, tako v zdravstvenem domu kot v lokalni skupnosti za zagotavljanje celovitejše obravnave ciljne populacije, pa tudi izvajanje nekaterih nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov. Del javnega razpisa je tudi izvajanje dodatnih obravnav v patronažni službi, pa tudi nekatere aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin. Razpis je objavljen do 20.10., tako da se bodo nove obravnave oziroma centri, do 20.11., tako ja. Tako da se bo novi centri za krepitev zdravja se bodo zasnovali v naslednjem letu in verjamem, da bo to zelo uspešna zgodba. Hvala.